Trenutek za športno zgodovino. V Slovenijo je prispela najdražja košarkarska ekipa vseh časov, več kot 11 milijard evrov vredno moštvo Los Angeles Lakers. In tu so na povabilo in stroške našega superzvezdnika Luke Dončića, da se družijo, bolje spoznajo in povežejo pred začetkom priprav na novo sezono. Zasebno letalo s 15 košarkarji je takole na Brniku pristalo nekaj minut pred 12. Zatem so zvezdnike s črnimi kombiji pripeljali v hotel v središču Ljubljane. Malo pred 4. pa se je iz hotela odpeljal tudi Luka Dončić. Nekaj najbolj gorečih privržencev košarke je svoje idole čakalo že na letališču Brnik, še več pa se jih je zbralo potem pred hotelom v središču Ljubljane. Opremljeni z dresi, žogami in drugimi predmeti, da bi prišli do podpisati oziroma da bi podpisali ali fotografije s superzvezdniki. Marko Gregorc. 15 minut pred predvidenim pristankom tukaj na Brniku Lakers se čakajo zgolj tisti najbolj zvesti navijači in se predvsem sprašujejo, skozi kateri izhod bi se lahko pojavila ekipa jezernikov. Opremljeni z dresi, žogami in celo športnimi copati so upali na avtograme zvezdnikov iz Los Angelesa. V bistvu je ena izmed redkih priložnosti, da jih lahko vidimo v Sloveniji. Ne vem, pa tudi da bo kakšen podpis dobim. Najbolj vroče in gledano letalo ta trenutek in ravno kar nad Tolminom. Le še nekaj minut pa bodo na Brniku. Ja, dvomim, da jo še kdaj, oziroma če bojo, bo redko, pa ta je fan, tako da obvezno smo mogli izkoristiti, če smo že doma. Kaj si prinesel s sabo? Tale dres, Lakersov pa žoga. Ekipa je polet dolg dobrih 11 ur opravila z zasebnim letalom Bombardier Global 8000. Ura letenja z njim stane med 25 in 30 tisoč evri. Kombiji so igralce pobrali neposredno na pisti in se tako izognili neželeni pozornosti medijev in oboževalcev pred letališčem. V bistvu je fora, da smo že 2 leti nazaj skupaj s parimi kolegi tukaj prišli čakati Dončića, pa nam je takrat ušel, zdaj sem pa spet v Ljubljani, pa sem rekel, ajde bomo probali. Pa tudi danes ni očitno rata. Po pol ure preganjanja po brniškem letališču smo tako novinarji kot navijači ostali praznih rok. A se je iskanje sreče nadaljevalo pred hotelom Intercontinental. Hočem videti Lakerse. Tu so oboževalci lahko sprva na hitro uzrli svoje idole. In sklenili, da je za podpis ali sliko vredno še čakati. Kaj si pa to zraven prinesel? Slike, na katere se mi bodo podpisali košarkarji. In potrpežljivost je obrodila sadove. Najprej se je mednje pomešal Gruzijec Sandro Mamukelašvili. Vzdušje pa je eksplodiralo, ko se je pred hotelom pojavil Luka s svojo najstarejšo hčerko. Nekaj srečnežev se je lahko razveselilo Dončićevega avtograma. Kaj si dobil? Pisal Dončićeva. Kako dolgo si ga čakal? 5 ur, malo več. Ti si tu dobil podpis? Ja. Kako dolgo si čakal, Luka? 3 ure. Tisti, ki so ostali brez dragocenega podpisa, pa imajo še precej časa za lov. Informacije o lokacijah, kjer se bodo gibali zvezdniki iz mesta Angelov, so trenutno v prestolnici najbolj vroče blago.